Kurnik, nazaj na Rogu, po obhodu po Ljubljani. Akcija je končana. A je kdo slišal sploh? To je prvo vprašanje. Mislim, mi smo skušali biti glasni, ne? Tako da ljudje so zagotovo slišali, tudi manifestacije, ni vse, kar počnemo. V zadnjih dneh smo pravzaprav preizkusili vse kanale, od mobilizacije civilne družbe, strokovne javnosti do političnih strank, kjer še vedno delamo, do seveda manifestacije, do raznih projektov, ki pravzaprav ljudi upogumijo, da se pač ta proces samoorganizacije, ki smo ga začeli, ki se mu reče svet za vsakogar, da pravzaprav steče tako, kot je treba. Zdaj seveda čakamo odziv recimo temu druge strani, skratka oblasti in nasploh vseh političnih akterjev. Z tega tisto, kar mi ponujemo, je pravzaprav nek zelo konstruktiven način reševanja konfliktov in problemov. Zdaj, ne pristajamo na to, da moramo biti tiho, ker potem ni problemov, ker seveda potem je nasilje. Nasilje je tiho, za katerega nihče ne ve. In zdaj smo pač odprli konflikt in seveda zdaj pričakujemo, da bomo se usedli za mizo, od Ministrstva za notranje zadeve do sektorja azil, azilnega doma, do političnih strank in tako naprej, in da bomo začeli delati na tem, da se spremeni azilna in migracijska politika v Sloveniji. Namreč to, da 500-600 ljudi na leto dobesedno uničijo, to ni nobena politika, to je zločin. Ponovimo še enkrat zahteve glavne. Glavne zahteve so seveda, da se preneha kriminalizacija prosilcev za azil in represija nad njimi. Zahteve so, da so postopki, azilni postopki pošteni, ne takšne kot so zdaj. Zahtevamo, da se omogoči prosilcem za azil, ki to želijo, da se razselijo iz azilnega doma. Zahtevamo, da se odpravi zaprti oddelek v azilnem domu in pa center za tujce in seveda tudi vsako samovoljno pridrževanje prosilcev za azil oziroma nasploh ljudi, ki niso storili nobenega kaznivega dejanja. Prav tako pa zahtevamo, da se spremeni azilna politika in sicer v skladu z neko realnostjo, ki danes obstaja v svetu. Ta realnost je globalizacija, ta realnost je, da so migracije pravzaprav na nek način motor globalizacije, trenutno nažalost zaradi represije nad migracijami negativen motor, skratka, ki povečuje neenakost na globalni ravni, nesvobodo, medtem ko mi želimo, da bo postanel motor večje enakosti in večje svobode v družbi. In seveda zahtevamo tudi, da se takoj preneha kriminalizacija oziroma šikaniranje ter kaznovanje prosilcev za azil, ki so se organizirali v gibanje Svet za vsakogar, in da se revidirajo vsi postopki azilni, zato ker so pač nepošteni. Državljani ljudje mislijo, tukaj je v 3 dni prepovečeno število migracij pri globalizaciji, država Slovenija izda 6 azilov na leto, oziroma 6 azilnih prosilcev. Mislim, da govorimo o pol promila. V drugih državah je 15% nekje. Seveda tudi v drugih državah niso stvari rožnate. Tisto, kar mi hočemo pravzaprav zaustaviti, je to drsenje v režim apartheida, to, kar se v bistvu zdaj dogaja. Skratka, po eni strani kriminalizacija prosilcev za azil, kriminalizacija vseh oblik migracije, katerih vzrok ni ekonomski, medtem ko ekonomske migrante pa so podvrgli režimu ekstremnega izkoriščanja in zlorab znotraj viznega režima kvot in tako naprej. In naše gibanje ni nič drugega kot pa gibanje za svobodo in enakost.